Želel si je živeti v Avstraliji ali Tasmaniji, svoj dom pa na koncu našel v Sloveniji. Američan Glenn Sigler je v ZDA prodal vse, kar je imel in se ženo preselil v Goriška Brda. Obiskala ga je Petra Črtanc-Mauser. Dober dan. Kako si? Živijo. Zelo dobro, vi? Ja, sem Glenn. Američan iz Minnesote po novem doma v Sloveniji. Pred slabim letom se je ženo preselil v Goriška Brda, kjer v tej hiši ustvarja svoj novi dom. Anyway, come on in. Normally we see the Julian Alps right here every day. It's a great way to wake up every morning, which is one of the prime objectives we had when we moved, was to have a place we could look at the mountains and be close to them. V hišo veliko dobrih 850 kvadratnih metrov sta se zaljubila na prvi pogled. Je nekdanji kirurg ortopedije s številnimi hobiji. Kitchen is one of the other things we like the house because I'm also a chef. Library room in the winter, I can work my puzzles and stuff like that. I like to read a lot. And then my office. Okay. Then we have spare bedrooms. They're all nice because they overlook the mountains on every single room. In the Brda, it's mandatory to have a wine cellar. In še zaprt bazen. Na koncu delovne dobe sta si želela drugačnega življenjskega sloga, več narave, mirnejši vsak dan. In pri nas sta, kot kaže, dobila vse, kar sta iskala. New Zealand was the top of the list, and Tasmania, not far from there, was number 2 on the list. Germany had been 3, so we started looking around Europe at Greece and Italy, Malta, Scotland, Ireland, Austria, Switzerland, pretty much everything. And we realized quickly that Slovenia has every single thing we're looking for and is a whole lot closer than New Zealand. Kaj pa cene nepremičnin? Much less here is my experience. We looked at, I think, 17 homes when we came over, and we were amazed at how much home you can get for the money. Poleg jezika, ki se ga intenzivno učita, mu težave povzroča le birokracija. To pa sta, kot pravi, vzela zgolj kot eden od izzivov preselitve. Prodaja nepremičnin tujcem v zadnjih letih pospešeno raste. Če so leta 2015 tuji državljani v Sloveniji kupili 600 rabljenih nepremičnin, so jih lani že več kot 1500, največ na območju finančnega urada Maribor, nekaj manj na območju ljubljanskega in koprskega urada. Med kupci so lani izstopali državljani Bosne in Hercegovine, nato Hrvaške, Nemčije, Srbije in Avstrije. Večinoma kupujejo večja stanovanja. To opažamo pri kakšnih, recimo, penthousih. Tam so v veliki večini kupujejo to tujci, več kot pa Slovenci. To pa na kakšnih takih bolj prestižnih lokacijah tudi tujci radi posežejo po stanovanjih. Tuj kapital v Sloveniji je močno prisoten tudi v podjetjih, logistiki, turizmu. V ljubljanskih mlekarnah in hotelu Intercontinental pojasnjujejo, kako njihovo poslovanje vpliva na zaposlene, dobavitelje in lokalno okolje. Hrbtenica slovenske mlečne verige. Od leta 2013 tudi del francoskega giganta Lactalis, največje mlekarske skupine na svetu. Od leta 2013 za 100% zrasel cash flow, se pravi, to je kazalnik, ki ga spremljamo v skupini. Predvsem pa so se nam odprli izvozni trgi, saj približno polovico vseh proizvedenih količin izvozimo. Letno predelajo več kot 200 milijonov litrov mleka, proizvedejo okoli 300 različnih izdelkov. Čeprav je lastništvo tuje, odločanje, poudarjajo v podjetju, ostaja v Sloveniji. Oni sami sebi rečejo, da so mednarodno družinsko podjetje, tako da ima generalni direktor družbe v državi vsa pooblastila in on odloča o vsem. Na drugi strani turizem. 5-zvezdnični hotel v središču Ljubljane pod mednarodno blagovno znamko Intercontinental. 165 sob na 20 nadstropjih, last srbske skupine Delta Holding. Ljubljana je, kot pravi tamkajšnje vodstvo, potrebovala tak objekt. Strateška odločitev seveda ni bila naključna. Potencial Slovenije in Ljubljane v svetu, kateri smo mi v tem momentu prepoznali. Izjemna turistična destinacija, res je, med Jadranom, Alpami in pa Srednjom Evropom. Intercontinental zaposluje 115 ljudi, ljubljanske mlekarne 630. Velika večina prihaja ravno iz lokalnega okolja. Kaj pa dobavitelji? Koliko ustvarjenega denarja sploh ostane v Sloveniji? 80% sodelovanja je s lokalnimi dobavitelji. V tem smislu res prinašamo ogromno za trg. Mlekarne sodelujejo z več kot 2000 slovenskimi kmeti, del dobička pa investirajo. Vsako leto nekje v povprečju investiramo 7 milijonov evrov, pretežno v proizvodnjo, v nadgradnjo naših kapacitet. Raziskave kažejo, da podjetja s tujim kapitalom v povprečju več vlagajo v razvoj in raziskave kot domača.
V Sloveniji je po podatkih statističnega urada skoraj 8000 tujih podjetij. To sicer predstavlja manj kot 4% vseh podjetij, a so tak celotni dodani vrednosti ustvarjeni v Sloveniji prispevala več kot četrtino. Največ, skoraj polovica vseh tujih podjetij je bilo italijanskih, srbskih, avstrijskih, ruskih in hrvaških. S tujim kapitalom v Slovenijo prihajajo znanje, tehnologije, inovacije, a v zadnjih letih, opozarja doktorica Andreja Jaklic z Fakultete za družbene vede, je nekaj razlogov za skrb. Da se zmanjšuje delež podjetij, ki dejansko lahko se odločajo, pa povečuje delež tistih, ki ne morejo več odločati. Ambicioznost širitvenih planov upada glede na pretekla leta. To je slab signal. Druge se širijo bolj kot pri nas. Slabši signal je bil tudi to, da je bilo napovedanih kar nekaj umikov. Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2024 za 23 milijard evrov tujih neposrednih naložb, kar predstavlja dobro tretjino bruto domačega proizvoda. Največ dobra petina vlagateljev je bila iz Avstrije, sledijo Luksemburg, Švica, Nemčija in Hrvaška. Največ tujih naložb je bilo usmerjenih v predelovalne dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti ter trgovino, vzdrževanje in popravila motornih vozil. In kakšnih naložb si želimo v prihodnje? Slovenija ima veliko konkurenčnih prednosti, ki jih moramo izrabiti. Geostrateška pozicija, znanje, sposobnost povezovanja. Na to moramo dodati tisto, kar si tuji investitorji ta trenutek najbolj želijo, se pravi bolj predvidljivo gospodarsko poslovno okolje, in verjamem, da nam bo na teh osnovah uspelo tudi v prihodnje pridobiti kvalitetne investicije. Podrobneje o tem, kako privabiti investitorje, pišemo tudi na 24ur.com.